Spoštovane občanke in občani, 2 meseca in skoraj en teden je minilo, odkar smo v občini Kranjska Gora in seveda tudi v Republiki Sloveniji uvedli ukrepe ob epidemiji, ki je bila takrat razglašena. Z včerajšnjim dnem, ko je bila preklicana, je tudi v občini Kranjska Gora situacija postala mnogo lažja in zavedamo se, da brez vas, drage občanke in občani, tega preprosto ne bi zmogli. In le vi ste omogočili, da je epidemiološka situacija in seveda tudi varnostna situacija v občini Kranjska Gora ostala taka, kot je. Naslednji teden se odpirajo nastanitveni obrati, odpirajo se gostilne, odpirajo se turistična podjetja in seveda odprli bomo tudi občinske urade in občino Kranjska Gora v celoti. Ne glede na vse, bo občina Kranjska Gora še vedno pozorna na ukrepe vlade. Zavedati se moramo, da prav vsi ukrepi še vedno tudi z preklicom epidemije niso ukinjeni in da še vedno velja socialna distanca, tudi zbiranje in zadrževanje na javnih prostorih, predvsem pa upoštevanje navodil, ki še ostajajo v veljavi. Tako da jaz želim, da ostanemo tudi v poletju in v jesenskem času na varni strani, da se z ukrepi, ki bodo še veljali, izognemo drugemu valu, da občina Kranjska Gora, tako kot v času epidemije, ostane vzgled vzornega delovanja in upoštevanja nasvetov in ukrepov vlade. Obenem pa se seveda zahvaljujem predvsem vam še enkrat, drage občanke in občani, za vse, kar ste storili za svoje soljudi, za svoje bližnje. Zahvaljujem se vsem najbolj ogroženim in seveda tudi najbolj vpletenim službam in seveda tudi posameznikom, tukaj predvsem občinskem štabu civilne zaščite, pa seveda policijski postaji občine Kranjska Gora in tudi seveda namestniku komandirja policijske postaje Rolandu Brajču, ki res vestno in res vztrajno sledil navodilom in poskušal skupaj s civilnim štabom prebroditi te prepreke, ki so se iz dneva v dan pojavljale znova in znova druge. Seveda se moram zahvaliti vsem prostovoljcem, društvom, ki so z svojo nesebično požrtvovalnostjo delovali v tem času in tako, kot sem že rekel, pomagali soljudem. Predvsem ne smem pozabiti na odlično vodenje našega doma starostnikov Viharnik, ki je s svojim vodstvom uspelo obdržati tako zvano koronavirus COVID-19 izven svojih zidov in s tem zaščitil svoje varovance, svoje nameščene ljudi, ki so v bistvu kljub tej karanteni lahko hvaležni samo vodstvu, da se bolezen ni v bistvu pretihotapila za zidove tega našega edinega doma starejših občanov. Jaz bi lahko govoril še in še, ampak še enkrat najlepša hvala vsem. Jaz upam, da ne bom rekel, da se vidimo v naslednji vojni. Jaz upam, da lahko rečem, da se v takih razmerah ne vidimo več in da se začnemo ukvarjati spet eden z drugim, da se v teh nekih kljub vsemu novih časih obrnemo nazaj k naravi, da začnemo ceniti to, kar nas obdaja, da začnemo ceniti naše soljudi, sosede, občane občine Kranjska Gora, ki so res pokazali svojo humano noto in predvsem, da se gospodarsko počasi opomoremo in se vrnemo na neke nove, stare poti,
kjer bomo z novimi vizijami, pa predvsem z novimi zgodbami, Kranjsko Goro popeljali v nek drug jutri. Še enkrat, ostanimo zdravi in srečno. Hvala. Od sklica in aktivacije štaba civilne zaščite Kranjska Gora je minilo točno 2 meseca. V tem času smo se trudili z vsemi močmi približati in uvesti ukrepe in odredbe vlade v naši občini. Vse to je bilo za vsakega izmed nas, ki deluje v štabu, nekaj novega. Skupaj z operativno sestavo, županom, pomočnikom komandirja Policijske postaje Kranjska Gora, vodjo medobčinskega redarstva, smo sooblikovali odredbe in jih na način, ki najbolje ustreza v naši občini, uveljavili postopoma in premišljeno. Delo v takšnem timu je bilo res na nivoju in je dober zgled sodelovanja vseh vpletenih. Skladišče civilne zaščite je popolnjeno z zaščitno opremo v primeru nujne potrebe oziroma drugega vala širjenja virusa. Člani civilne zaščite, ki so zadolženi za zaščitno opremo, dnevno spremljajo porabo sredstev in v primeru odstopanja od minimalne potrebne količine takoj sporočijo potrebe po nakupu. Tako smo v tednu, ki je za nami, izdali zaščitne maske za obe osnovni šoli, kot tudi za vrtce v naši občini. Vsakemu otroku smo namenili 2 pralni maski, prav tako smo zaščitene maske razdelili med učitelje. Poleg pralnih mask pa so izobraževalne ustanove v naši občini prejele tudi zaščitna sredstva s strani države. V ponedeljek se odpirajo vrtci in prične pouk od 1. do 3. razreda. Teden dni kasneje bo pouk obvezen tudi za 9. razred. Pozivam vse starše, da svojim otrokom podrobno predstavijo vse ukrepe, ki jih morajo otroci spoštovati in s tem preprečiti širjenje virusa. Vsa navodila o ravnanju so objavljena na internetni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako se v ponedeljek sproščajo dodatne dejavnosti. Odpirajo se vse trgovine, omogočeno bo zadrževanje v zaprtih prostorih gostiln, odpirajo se tudi namestitvene kapacitete s sobami do 30 postelj, planinski domovi, kampi in podobno. Pozivam vse podjetnike, ki boste s ponedeljkom odpirali dejavnosti, da res maksimalno poskrbite za varnost vas, vaših zaposlenih, kot tudi potrošnikov. Vse to vas pozivam samo v želji, da bi tudi v naslednjih tednih in mesecih obdržali zdravje v naši občini na visokem nivoju in s tem maksimalno preprečili širjenje virusa. Vidimo, da na vladi preko noči spreminjajo in sproščajo ukrepe. Vsem sprostitvam ukrepov bomo sledili tudi v naši občini. Zaenkrat ostaja še vedno v veljavi prepovedano javno zbiranje in zadrževanje na javnih krajih, kamor sodi tudi poležavanje na pomolih in plažah jezer, še posebej velja to za turistično zelo obljudeno Jasno. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Vse te ukrepe bomo sprostili takoj, ko bo to ocenila stroka in vlada. Kot sem v tem času neštetokrat poudaril, bomo za preprečitev okužbe z virusom v prihodnosti lahko v največji meri naredili sami. Samo s preprostimi dejanji, kot so primerna razdalja do drugega, razkuževanje rok in osebna higiena. Največja zahvala pa gre vam vsem, spoštovane občanke in občani, da ste se v teh 66 dneh, ki so za nami od začetka razglasitve epidemije COVID-19, držali in res spoštovali odredbe, katere smo bili primorani, kdaj tudi preko noči uvesti, vendar vedite, da smo jih in zgolj samo zato, da smo zajezili širjenje virusa in vas na tak način probali varovati pred to zahrbtno boleznijo. Res dobra epidemiološka slika v občini je zgolj zaradi vas vseh prebivalcev občine. Vse najnujnejše informacije v zvezi z virusom bomo tudi v prihodnje objavili takoj, ko bo to potrebno na lokalni televiziji ATM, občinski strani ter socialnih medijih. Še enkrat najlepša hvala, da ste skupaj z nami prebrodili najhujše trenutke ter potrpežljivo in razumljivo sprejeli vse odredbe. Življenje je tekom trajanja epidemije dobilo nek nov smisel in vrednost. Ohranjajmo te vrednote tudi v nadaljnje. Ostanimo zdravi.